Legenda pravi, da se je pred stoletji na poti v Gradec znašel utrujeni popotnik. Ujel ga je mrak in ni imel druge izbire, kot da prenoči v Gradcu. Ker v hlevu ni bilo prostora za njegovega konja, ga je privezal na drevo v bližnjem gozdu. Ponoči so se h konju prikradli polhi in pogrizli usnjeno sedlo. Naslednje jutro se je popotnik zaradi uničenega sedla razjezil in dejal: to ni Gradec, temveč Polhov Gradec. Polhov Gradec je kraj z bogato zgodovino. Leži v osrčju Polhograjskega hribovja, na mestu, kjer se rečici Božna in Mala voda zlijeta v reko Gradaščico. Svoje ime je najverjetneje dobil v času starih Slovanov. Njihova z obzidjem zavarovana naselbina na Mali vzpetini naj bi se sprva imenovala le Gradec. Poseljevanje Polhograjske doline sega še v prazgodovinski čas. Skozi Polhov Gradec je proti današnji Primorski vodila pomembna prometna pot. Pred Slovani so v daljni preteklosti tu živeli Iliri in Kelti. V krajevnem muzeju v Graščini je na ogled 2300 let stara keltska fibula Sponka za oblačila. Odkril jo je kmet pri oranju njive na severni strani grajskega obzidja. Za Kelti so se v Polhovem Gradcu naselili Rimljani. Njihove ostaline so arheologi odkrili na območju pod župnijsko cerkvijo in na Polhograjski gori. Na sedlu pod vrhom gore so našli ostanke obzidanega naselja, ki so ga prebivalci uporabljali kot zatočišče pred prihodom preseljujočih ljudstev. V Polhovem Gradcu so odkrili rimske grobove s številnimi dragocenimi predmeti, med katerimi je tudi posoda Askos, ki so jo uporabljali za vino in je danes na ogled v Narodnem muzeju Slovenije. V srednjem veku sta v Polhovem Gradcu sočasno stali dve grajski stavbi. Na vzpetini, ki še danes rečemo Stari grad, je bila zgrajena mogočna utrdba, na mestu današnje Graščine pa Spodnji dvor. Oba gradova sta bila od 13. stoletja dalje last plemenitih Bilih Gredcev, gospodov Polhograjskih. Utrdba na vzpetini je bila zaščitena s številnimi obrambnimi stolpi in tudi Spodnji dvor je po svoji obliki spominjal na stolp. Njegovi ostanki se skrivajo v južnem delu današnje Graščine. V pritličnih prostorih lahko še danes opazimo stare srednjeveške prehode in mala okenca. Tako kot v poznejših obdobjih so se tudi v srednjem veku grajski lastniki menjali. Leta 1364 sta oba gradova pripadla celjskim grofom, po izumrtju Celjanov leta 1456 pa Habsburžanom. Leta 1511 je bil Stari grad poškodovan v velikem potresu, popolnoma pa naj bi ga uničili uporni kmetje. Grajska gospoda se je zato v začetku 16. stoletja preselila v Spodnji dvor ob reki Božni in ga povečala. Stoletje pozneje je stavbo dogradil graščak Jurij Kisl. Bil je potomec lastnika steklarne na Fužinah v Ljubljani in dal okna Graščine zastekliti. Glavnemu pročelju je namenil pravilno simetrično obliko in glavni vhod obdal z renesančnim trikotnim čelom. V tem obdobju moramo stavbo že imenovati Graščina, saj ni imela več nikakršne obrambne funkcije in je bila namenjena bivanju in ugodju. Leta 1658 je Graščino kupil Mark Anton Kunstl plemeniti Baumgarten. Bil je velik ljubitelj umetnosti, zato je svoj dom obnovil v priljubljenem baročnem stilu. Vogale dvorca je poudaril slikano rustiko, postavil je stolpasti prizidek s kapelo, na grajskem dvorišču pa Neptunov vodnjak in razgledni stolp. Premožni graščak žal ni imel posluha za svoje podložnike, ki so se mu zaradi visoke tlake pogosto upirali. Staro vaško jedro Polhovega Gradca je strnjeno okoli cerkve Marijinega rojstva. Cerkev skriva številne dragocenosti, med katerimi izstopa baročni oltar domače rezbarske družine Facija. Odlikuje ga veliko število angelcev, s katerimi so krasili oltarje. Čeprav je na njem več kot 60 angelskih glavic, naj bi si mojster Facija po njegovi izdelavi še vedno ogledoval, kam bi se dalo vstaviti še kakšno. Nekatere polhograjske hiše so ohranile prvotno podobo. Njihov nastanek izdajajo letnice nad glavnimi vhodi.
Ošteterjeva hiša v vaškem jedru, katere lastnik je bil nekoč grajski upravitelj Hofšteter, je celo srednjeveška. V starem vaškem jedru nekatere hiše še vedno nosijo imena, ki razkrivajo poklice obrtnikov, ki so v njih prebivali. Pri peku, pri kapčarju, pri avskuhu. Severjeva hiša na robu vasi je ohranjena tudi v notranjosti. Ima spalnico za starše in kuhinjo, v kateri si je družina kuhala, jedla in prebijala svoj skromno odmerjeni prosti čas. Leta 1808 se je z lastnico graščine Antonijo Polhograjsko poročil grof Richard Ursini Blagaj, ki je nato kot zemljiški gospod 50 let upravljal posestvo. Zavzemal se je za vsestranski razvoj kraja, pospeševal kmetijstvo, spodbujal domače obrti in uvajal nove kulturne rastline. Intenzivno se je zanimal za botaniko, zato je imel v parku nasade vrtnic, iz katerih je pridobival orožno olje. Ker je bil dober gospodar, ga je domače prebivalstvo po zemljiški odvezi izvolilo za prvega župana Polhovega Gradca. Leta 1837 mu je kmet z Polhograjske gore prinesel neznano cvetlico. Grof jo je naslednji dan nemudoma poslal prijatelju Henriku Frejerju v deželni muzej, ki jo je strokovni javnosti predstavil pod imenom najditelja Blagajev Volčin. Naslednje leto si je Blagajev Volčin na Polhograjski gori ogledal sam saški kralj Friderik August II. V čast njegovemu obisku so pod vznožjem gore postavili spomenik. Leta 1875 sta graščino kupila Luiza in Janko Urbančič iz Preddvora. Njena zadnja lastnica je bila Ana Delago, ki je bila po koncu II. Svetovne vojne izgnana. V graščini je bila nato krajše obdobje osnovna šola Polhov-Gradec. Do konca 80. let 20. stoletja pa je graščina propadala in je morala biti v celoti obnovljena. Danes ima v graščini svoje prostore Muzej pošte in telekomunikacij, kjer lahko obiskovalci odkrivajo delovanje pošte v različnih obdobjih in preizkušajo stare telegrafske in telefonske naprave. Halo? Odlikujejo ga zanimive občasne razstave, vodeni ogledi in otroške delavnice. Med številnimi dragocenimi predmeti si lahko obiskovalci ogledajo tudi poštni rog, ki ga je nekoč uporabljal postiljon v Polhovem Gradcu. Nekdanji dom polhograjskih gospodov danes oživljajo tudi koncerti, poroke, sejmi in drugi dogodki. Tudi okolica Polhovega Gradca je polna zanimivosti. Ponaša se z bogato čebelarsko tradicijo in vabi obiskovalce na kulinarična doživetja. Za pohodnike in kolesarje so urejene številne izletniške poti. Pod vznožjem Polhograjske gore pa lahko najmlajši obiskovalci obiščejo Polhov doživljajski park, ki nudi prijetno zabavo v naravi. V njem si lahko ogledajo postajo živalske pošte in spoznajo njeno najhitrejše prevozno sredstvo, poštni motor. Zgodovina Polhovega Gradca je polna zanimivih zgodb, ki le čakajo na vedoželjnega obiskovalca, da jim prisluhne.